V 7 večerih, popestrenih z nastopi 7 glasbenih skupin, bo 5 belokranjskih vinarjev v Pokušino ponudilo svojo mlado Portugalko, ki je po mnenju mnogih tržna niša belokranjskih vinogradnikov. Če bomo nadaljevali s takimi promocijami, pa mogoče še tudi širše, izven meja Bele krajine, bi bilo to velik potencial in ne bi treba sekati vinogradov, ampak jih še saditi. Le nekaj več kot 10 belokranjskih vinogradnikov prideluje Portugalko. Ker gre za prvo mlado vino, ki se odlično prileže v pečenem kostanju, jo z lahkoto prodajo. To je prvi denar in prvi zaslužek vinogradnika, ki je v tekočem letu vlagal vso trud in delo. Sinoči je obiskovalcem Črnomaljske kleti svojo Portugalko predstavil Martin Pečarič iz Čuril pri Metliki. Ker se njegov vinograd s trtami Portugalke razprostira na obeh straneh slovensko-hrvaške meje, gre za posebno vino, pravi. Mislim, da je to res nekaj posebnega, kajti 2/3 tega vina je zraslo v Evropski uniji, 1/3 pa na Hrvaškem. Prihodnjo soboto, ko bodo zaključili letošnji teden Portugalke v Črnomlju, bodo razglasili najboljšo Portugalko, tako po mnenju obiskovalcev, kot tudi strokovne komisije. Sicer pa je o promociji tega mladega vina glavni namen 7-dnevne prireditve druženje. Torej, da se družimo, da nekako s kulturo in vinom popestrimo večere in ljudem nekako, da bodo lažje počakali do Martinovega, ko bo novo vino naproti, ko bo pripravljeno, ko bo martinovanje. V Črnomlju ga bodo pripravili pod ogrevanim šotorom 9. in 10. novembra.